V centru ponovne uporabe bodo po dostopnih cenah na voljo rabljeni izdelki. Tako da se obenem nekako zmanjša ta odlaganje smeti na smetišča, pač nesortirano, in pa tudi podaljša se življenjska doba izdelkov. Poleg centra ponovne uporabe bodo v stari šoli izvajali tudi različna neformalna izobraževanja ter mreženje med podjetji, lokalnimi skupnostmi in posamezniki. Center ponovne uporabe je zanimiv projekt, tako da se loteva socialno podjetje tega centra. To je prava kombinacija in občina in kot komunala pa smo tudi primerni partnerji v tem projektu. Mislim, da zna uspeti, zato ker imajo voljo, energijo, znajo poiskati partnerje, znajo poiskati pomoč. Na nek način, tako kot smo videli, da imajo namen povabi tudi rokodelce, smo tudi mi pridobili neke spiske iz Posavja. Za zdaj so v stari šoli namenu predali butik, v katerem prevladujejo predvsem oblačila. Se najdejo pa tudi že kakšni zanimivi predmeti, od recimo veliko knjig imamo, šivalnih strojev, tehnike, igrač otroških. Tako da imamo pa namen v prihodnjih mesecih odpreti še en prostor, večji, kjer bo pa samo ta kosovni večji odpad, od pohištva do kavčev, takšnih uporabnih stvari večjih. Poleg že odprtih centrov v Boštanju in Rogaški Slatini naj bi sicer v Sloveniji odprli še 7 tovrstnih središč, enega tudi v Trebnjem.